Živja. Evo, pa se je tudi zame začela sezona kolesarskih eventov. Zdajle sem na poti v Stražišče, kjer bo štart vzpona na Jošt. Na event sem se prijavil čisto zadnji moment, tako da tudi približno nisem pripravljen na tole danes. Ampak včasih moraš samo iti pa uživati. Zdaj vse, kar vem o tem klancu je to, da je dolg 5 km, pa da je povprečen naklon 9%. To je pa to, nisem ga še nikoli odvozil, tako da zna biti še zanimiv. Aja, pa fun fact. Rekord ima Primož Roglič, je pa, mislim, da rabil nekaj čez 16 minut, da je prišel do vrha. Zdaj, glede na to, da nisem glih nekaj pripravljen, danes tudi ne bom šel toliko na rezultat, ampak bom vzel vse skupaj kot en dober trening za tempiranje. Ker najlažje se je v bistvu na začetku zagnati za ta hitrimi, pa po 5 minutah umagaš. Mečkan težje je pa požreti tisti ego na začetku, pa iti svoj tempo. Tako da ja, danes bom to probal. Bomo videli, kako bo šlo. No, zdajle pri Naklem sem pogruntal, da sem denarnico doma pozabil. Tako da ja, mi jo bo punca zdajle pripeljala v Kranj, imam srečo. Maja tudi rescue. Bela, hvala, čau, čau. Živja. Ja. Živja. Anže Komac. Ja. 24. Super, hvala. Prvo dobro polico je več ali manj strmo, pa mi se malo poravna. Pa imaš pa un del, ki je hiter, slab kilometer, ki gre nadol, poravnem nadol, prideš v vas, tako čez en kup vas in tam bo, kako mi pa gre strmo desno gor. Tam imaš pa od 7 do 10 minut, do konca tam je pa skozi strmo. Aha, ok. Pa v štart 17. Ja, tako da... Ja, Pa je sam grist treba. Ostrovink na desno prešaliti na tam malo, še ne se boš zaklal. Pa ni glih trasa za STP test? Ne. Ne, zato, ne, Ti ni. še to računaš. Ja, 20 minut, ja, ne. Ne, manj boš imel. Mislim, ciljam na 20 minut, pa kar. Ja, greš, kolikor gre. A še kdo pride iz Virtuslova? A res? To je pa kar dober. Takole praviš. MacGyver. Tole je že gora. Aha. Ja, fajn. A že bil, da je gor? Ne, vem, da je na koncu strmo, to mi vse pravi. No takole, pa smo na štartu. Tukaj se je ustavil tudi Matej Mohorič in on je dal znak za štart. Tukaj se je začelo merjenje časa.
Skupina se je raztegnila že na začetku klanca in takoj sem vedel, da ne smem pretiravati s tempom. Tale skupinca pred mano mi je skozi bolj bežala, ampak ko sem videl cifre na powermetru, sem se odločil, da grem čist svoj tempo in na koncu se je to izkazalo za super odločitev. Kar se klanca tiče, je bila prva polovica super. Kljub strmim delom se cesta vmes parkrat poravna in tako dobiš nekaj časa za počitek. Na polovici se cesta spusti v vas Javornik in kmalu se začne najtežji del tega vzpona. In trpljenje se začne. Ena izmed boljših stvari so bili pa definitivno teli bobni. Res te zmotivirajo, da še majčkam bolj pritisneš na pedala. Na ravnem delu sem probal čim bolj izkoristiti zavetrje. Zadnjih 300 metrov se je šlo pa za preživetje. Res je šlo all in samo zato, da sem pribrcal do vrha. Bravo. Še. Vzpon na Jošt je eden izmed težjih, kar sem jih odpeljal. Vse pohvale pa tudi organizatorji. Res so poskrbeli za super dan in definitivno se drugo leto vrnem in probam podreti svoj osebni rekord. In kot rečeno, takole dva nova rekorderja vzpona na Jošt, ki bosta postavljala nove mejnike. Vsi kolesarji zdaj vemo, 16 minut in 11 sekund je tisto, kar lovimo, in vse kolesarke zdaj veste, 19 minut in 30 sekund je nov mejnik ob vzponu na Jošta.